tega programa biotehnologija na Biotehniški fakulteti. Moje ime je Mojca Narat in sem učiteljica na Biotehniški fakulteti, učim tudi na tem programu. Z mano je še docent Iztok Prisland, ki pa je vodja komisije za študijsko dejavnost na našem programu. Verjetno so z nami tudi študenti tega programa, ki bodo kasneje prevzeli besedo in vas bodo popeljali po laboratorijih oziroma boste z njimi lahko tudi predebatirali zadeve, ki so bolj za študentska ušesa, pa malo manj mogoče za učiteljska. Torej najprej bom vam jaz na kratko predstavila svoje videnje in program biotehnologije, potem boste imeli čas za vprašanja, lahko med tem tudi sproti že v klepetalnico pišete vprašanja, če želite, pa bo potem kolega Iztok to vse odgovoril. Pa tudi lahko se boste potem ustno pogovorili, ni treba, da vse napišete. Mogoče bi vas opozorila tudi to, da se tole predavanje snema, vendar tako, da ni zraven ne vaših slik, ne vaših imen, tako da kar se tiče varstva osebnih podatkov, je vse poskrbljeno. Si boste lahko tudi predstavitev kasneje ogledali na video povezavi. No in da ne bomo predolgi, najbolj da kar začnemo z predstavitvijo. Torej, dobrodošli na predstavitvi študija biotehnologije. Žal spet nadaljavo, ampak nič hudega. Mogoče nekatere stvari celo bolje vidite, tako kot vam bom na koncu dala povezavo, boste se lahko sprehodili po laboratorijih, skoraj zagotovo vidite več, kot bi, če bi se drenjali zdaj nekje v živo po laboratorijih. Torej, ko smo že začeli s tem, da smo spet nadaljavo, nič hudega, tudi če bo kakšen mesec študija spet potekal nadaljavo, bomo poskrbeli prav posebej za prve letnike, da odpremo laboratorije in da vsaj vaje potekajo v laboratorijih. Potrudili smo se pa že lansko šolsko leto, da gre tudi večina predavanj v živo. Zdaj, kam sploh prihajate, kaj sploh so vsebine biotehnologije, torej gre za vedo, ki združuje naravoslovna znanja, zato je veliko, sploh v začetku, predmetov posvečenih temeljnim naravoslovnim znanjem. To je res temelj, na katerem kasneje gradite, zato ne obupujte, če bo se kakšne gimnazijske snovi ponovile. Vemo, da so nekatere gimnazije zelo dobre, kar se tiče naravoslovja, ampak lahko mi verjamete, da se bo to osnovno naravoslovno znanje, ki ga zdaj imate, še precej nadgradilo. No, potem sledijo inženirska znanja, to je tisto, kar je tehnološkega tukaj v tem naslovu tega študija, no in pa seveda težimo k temu, da bi te rešitve, ki jih biotehnologija ponuja, nekako prenesli v industrijsko oziroma gospodarsko okolje, zato so potrebna neka znanja tudi iz poslovnih ved in aktivnosti, torej tudi to pridružujemo našemu študiju. Sicer pa gre za področja proizvodne hrane, industrijskih bioprocesov, farmacevtskih procesov in tako naprej in drugih javnih dobrin in storitev. Se veliko podjetij pravzaprav ponuja tudi storitve, ki nekako izboljšujejo ne samo industrijski proces, ampak tudi kvaliteto življenja. Sedež Biotehniške fakultete je pod Rožnikom, rečemo ponavadi v Rožni dolini pod Rožnikom ali pa Jamnikarjeva, je naslov. Sicer pa je to ena od večjih fakultet znotraj Univerze v Ljubljani, univerza pa seveda ima sedež v centru Ljubljane. Naša fakulteta, kot sem rekla, je med večjimi in izvaja vse stopnje in veliko različnih oblik študija. Opozarjam,
biotehnologija poteka kot univerzitetni študijski program prve stopnje, torej to, kar boste vi zdaj iskali, je univerzitetni študijski program prve stopnje, ne visokošolski, ker tega biotehnologija nima. Nekateri drugi programi na fakulteti pa to imajo. No, potem čez 3 leta boste se vpisali lahko na magistrski in potem še na doktorski program, to se pravi, cela vertikala biotehnologije je postavljena. Zdaj izvajamo ga kot medoddelčni študij. Torej, to je malo drugačen status kot drugi študijski programi, verjetno kdo od vas se zanima tudi za kakšne druge programe na biotehniški fakulteti ali pa celo kje drugje. Ampak to naj vas ne skrbi. Večina študijskih programov poteka kot oddelčni, oddelek za biologijo, za to in to in to, mi pa smo organizirani kot medoddelčni študij, kar že samo po sebi pove, da smo precej interdisciplinarni, ne. Bom nekoliko kasneje še povedala nekaj besed o tem, kako je študij organiziran. Torej, naslov je še vedno Jamnikarjeva 101, naša pisarna, torej tam, kjer boste vi se oglašali s kakšnimi zadevami, pa bo na oddelku za agronomijo, to je zadnja stavba, boste jo našli v pritličju poleg velike predavalnice A1. No, tole so slike nekako tistih oddelkov oziroma stavb, ki jim rečemo potem tudi sedež nekega študijskega programa z imenom oddelek, recimo za živilstvo, tole je na Jamnikarjevi, potem dekanat, tukaj je tudi največja predavalnica A1, oziroma predavalnica doktorja Hribarja je tukaj v tej stavbi, potem je oddelek za agronomijo tudi na Jamnikarjevi. No, in tale oddelek za zootehniko pa je nekoliko oddaljen, vidite tukaj hibe v ozadju, tole pa je nekje v bližini Domžal, neposredni bližini Domžal, povezave so zelo dobre, nič skrbeti, v drugem letniku in potem še kasneje se boste občasno pripeljali sem na vaje. Namreč vsak od teh oddelkov goji pač neko področje, in seveda zato so potrebni posebni pogoji in posebni laboratoriji. In tukaj za zootehniko je ta pogoj prisotnosti živali, in vsa animalna biotehnologija nekako teče tukaj, genetika teče tukaj, živalske tkivne kulture in tako naprej. Skratka, nič hudega, če se boste nekoliko sprehajali med temi oddelki. Tole so glavne in nosilne katedre, kot sem rekla, za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na živilstvu, potem na agronomiji je poleg biotehnologije žlahtnjenje rastlin tisto, ki vam pove, da bo ta del tam potekal, no, in tukaj imamo spet biotehnologijo, ampak animalno genetiko, imunologijo, to pa bo na oddelku za zootehniko. To so tudi 3 glavna, ali pa tako, glavna področja ali pa smeri biotehnologije, mikro, rastlinska in živalska. No, in potem imamo seveda vključene tudi druge oddelke, ki v mogoče malo manjši meri, ampak vendarle aktivno in pomembno sodelujejo pri izvedbi programa. Poleg teh oddelkov, ki so vsi na biotehniški fakulteti, pa imamo vključene v program tudi sodelavce iz drugih fakultet. Tukaj imamo kemijo, kemijsko tehnologijo, veterino, farmacijo recimo, no in pa tudi druge inštitucije, ki niso sicer na univerzi ali pa niso fakultete, so pa inštituti, Nacionalni inštitut za biologijo, recimo Kemijski inštitut, Zavod za transfuzijsko medicino in tako naprej, in pa sodelavci iz različnih podjetij, so tudi gostujoči predavatelji, učitelji, kar se nam zdi izjemno pomembno, kajti biotehnologija je tipična veda, ki mora biti povezana z gospodarstvom. In je fino, če študenti že v samem začetku imajo to predstavo in živijo s tem, da je gospodarstvo pravzaprav zaledje tako vede same, kot tudi seveda so tam vaši zaposlovalci, in je fino, da to poznate, kakšne so vaše možnosti.
No, lahko se pohvalimo, da imamo dobro opremo na fakulteti, ne seveda vse na eni lokaciji, na enem mestu, ampak če pa združimo vse pod okrilje fakultete, pa smo zelo dobro opremljeni, tudi tako po ceni, cenovno so to zelo, zelo drage aparature, ki so vam dosegljive, ne seveda, da sami brskate po mašinah, ker so tovrstne mašine zahtevajo svoje operaterje, ampak vam je pa to dostopno tako na vajah, nekatere aparate damo posebej na vaje prav z namenom, da se študenti naučijo uporabe s takšnimi aparaturami, nekatere dražje ali pa tudi zahtevnejše za uporabnika pa seveda imajo svoje operaterje, tako ste pa se na vajah srečali s tem. In tisto, kar se nam zdi pomembno, je ne le uporaba teh aparatov, ampak predvsem znati prečitati rezultate in ovrednotiti te rezultate in jih prenesti potem v tisti jezik znanosti, zaradi katere ste sploh prišli do uporabe tega aparata, ne. Tako da to je en velik del izobraževanja, je potem, ko se ukvarjamo s takšnimi stvarmi. No, potem imamo tudi kar precej različnih zbirk, to je pravzaprav naloga biotehniške fakultete, pa tudi študija biotehnologije, ne, da vzdržujemo zbirke, recimo pomembnih industrijskih mikroorganizmov, kmetijskih rastlin, mlečno-kislinskih bakterij, ki so gospodarsko pomembne, a ne, in drugih zbirk, nekatere so nacionalnega pomena, tudi financirane s strani države, nekatere celo mednarodno, v nekih mednarodnih mrežah, ampak to je vse material, ki je namenjen seveda hrambi kot genskih virov, a ne, pa hkrati tudi raziskovalnemu delu in pa seveda tudi vajam, a ne, zato da se tudi teh ne vem, nekih smernic, pravil, v končni fazi tudi vzdrževanja takšnih zbirk naučite. Dobro smo tudi opremljeni z literaturo, torej ni literatura samo vse, kar najdemo na spletu, čeprav so tudi seveda na spletu odlični, najboljši članki, ampak je včasih prav užitek vzeti v roke revijo in prelistati revijo, tudi knjige, te bazična znanja so odlične knjige, odlični učbeniki in je fino, če posežete tudi po tej vrsti literature. Knjižnica je tudi prostor, kjer lahko študirate v času, ko imate recimo kakšno malo daljšo pavzo, je fino izkoristiti to in se usesti v knjižnico, torej v novi stavbi dekanata je ta sodobna knjižnica, pa tudi na vsakem oddelku posebej so še knjižnice razporejene, tako da to vam je vse dostopno. No, in zdaj, kako mi vodimo ta medoddelčni študij, imamo kolegij, ki se redno mesečno sestaja, obravnava vsa vprašanja, ki se tičejo izvedbe študijskega programa, imamo študijsko komisijo, ki obravnava vse vloge raznih diplomskih, magistrskih nalog, vaših vlog, recimo za, ne vem, študenta s posebnimi potrebami, študenta dokazili vrhunskih športnikov in tako naprej, če rabite poseben status. Potem imamo referat, ki ga vodi gospa Nevenka Valič, to je v tisti stavbi agronomije, kot sem vam rekla, referat, to je v bistvu pisarna, v katero pridete, če pač rabite kakšne informacije, prijave, odjave na izpite, če ste zamudili rok ali pa kaj takega, no. Potem teče tudi program Erasmus izmenjav in drugih mednarodnih izmenjav, kjer je koordinatorica dr. Maja Paš, o tem bom nekoliko več pol povedala. No, pa seveda so tudi študenti organizirani dobro, imamo predstavnika študentov v kolegiju, potem tudi na vseh fakultetnih, bi rekla, komisijah in sedijo študenti, ki predstavljajo torej našega partnerja, ne, saj to je nek partnerski odnos, učitelji in študenti, eni brez drugih ne pomenimo kaj prav zelo veliko, ne, zato tudi študenti so aktivno vključeni v
vse aktivnosti, ki tečejo na fakulteti. Potem imamo skupino študentov tutorjev, tako po letnikih, kot mogoče tudi včasih imajo tujci svoje tutorje. Vsak letnik pa ima svojega študenta tutorja. No, in študenti se združujejo v Biotehnološko študentsko društvo, ki se vam bo tudi predstavilo potem za mano. Mogoče malo zgodovine, ne bom prav dolgo izgubljala besed s tem. Zanimivost pri tem študijskem programu je ta, da je najprej nastal doktorski študij, ker se je to raziskovalna dejavnost je bila prva pravzaprav, ki je prišla na področje biotehnologije oziroma biotehnologija prišla na področje raziskav, pa smo potem oblikovali star dodiplomski 4-letni študijski program, no, in potem smo šli normalno kot vse druge fakultete in cela biotehniška v dvostopenjski študijski program, ki ga imamo zdaj. Torej prva, druga in potem pa še tretja stopnja, ki je bila pravzaprav prva ustanovljena. No, in kakšni so cilji tega programa? Torej gre za to, da bi želeli izobraziti posameznike dovolj široko in dovolj naravoslovnega znanja, da so pravzaprav po 3 letih po eni strani usposobljeni za delo, imajo dovolj znanja, da se lahko zaposlijo, po drugi strani pa so usposobljeni tudi dovolj široko, da lahko razmislijo, kje bi pa eventualno nadaljevali študij na magistrski stopnji. Tako da po pravici povem, da večina študentov nadaljuje študij na magistrski stopnji, imamo pa tudi zelo lepe kariere, poznamo naših bivših študentov, ki so se po 3 letih zaposlili in potem znotraj nekega podjetja gradili svojo kariero in dodatno so se tam izobraževali. Torej gre pa za znanja in veščine, ki omogočajo delo v raziskovalnih, razvojnih, industrijskih programih kmetijstva, živilstva, farmacije, zdravstva, varstva okolja in še mnogih drugih. Zdaj, kot sem rekla, večina študentov nadaljuje študij in lahko zdajle zagotovo trdim, ker sem prisotna na vseh zagovorih magistrskih nalog, da smo v zadnjih 2 letih lahko na prste obeh rok preštejemo primere, ko študenti še niso imeli zagotovljene službe ob zagovoru magistrskega dela. Torej, mislim, da trenutno so biotehnologi razprodani že v času, ko zaključujejo svoje magistrsko diplomsko delo. Tako da to zagotovo je poklic prihodnosti. O tem bolonjskem procesu najbrž nima smisla prav veliko razpravljati. Gre za pač dvostopenjski študij. Kot rečeno, po 3 letih se lahko zaposlite, večina pa študira naprej. No, tisto, kar bi pa rada poudarila, pa je, kaj mi vidimo kot prednost bolonjskega študija, je, da tule si pridobite prvo stopnjo izobrazbe, potem pa lahko razmislite in se zaposlite, lahko razmislite, da vas to področje zelo veseli in študirate naprej na istem področju. Torej greste na master in potem še lahko na doktorski študij. Lahko pa tudi razmislite, da ste se mogoče v teh 3 letih našli neko drugo tematiko, ki bi vas bolj zanimala, zato imate možnost izhoda. Torej lahko študirate naprej na nekem drugem področju. Seveda spet najlažje na naravoslovnem področju, zato ker imate največ znanja iz tega, ni pa nujno. Torej lahko izbirate druge magistrske programe znotraj biotehniške fakultete, lahko greste nekam čisto drugam, lahko greste na pravno fakulteto, če želite, lahko greste na ekonomsko fakulteto. To so vse povezave, ki pravzaprav tudi na področju biotehnologije zelo koristen pravnik, zelo koristen ekonomist in tako naprej. Tako da tule je ta prednost, da je po 3 letih možen ponovni razmislek. No, in ker to opravljajo vsi študenti, ki končajo, se torej potem v prvem letniku magistrskega študijskega programa
letnik malo premeša. Nekateri odidejo drugam, nekateri pa od drugod pridejo k nam in nastane nova skupina, ki začne prvi letnik magistrskega študija. No, in kakšni so vpisni pogoji letos? Tega seveda še ne vemo, koliko točk bo potrebnih. Vsekakor omejitev vpisa bo. Tule vidite, kako so se gibale točke v zadnjih letih. Razpisnih mest je 50, plus 3 za tujce iz držav nečlanic Evropske skupnosti in 3 za Slovence brez slovenskega državljanstva. Ampak vi pašete v teh 50, večina vas, ne. Tako da jaz vam pač želim, da se zdaj v miru pripravite na maturo. Maturo najboljše, kar se le da, opravite in potem boste imeli pravzaprav proste roke, da se vpišete, kamor vas je volja, če boste to naredili odlično. Študij traja 3 leta. Obveznosti študentov so, da v teh 3 letih zberete 180 kreditov, kar so v bistvu vsi krediti, kolikor jih pač je po predmetih in po letnikih, in študij zaključite z zagovorom diplomskega dela. To je nek tak precej omejen obseg, ni nekaj zelo velikega, je pa zelo, zelo dobra vaja ta diplomski zagovor, da imate enkrat pred eno komisijo tak malo bolj resen nastop in potem zaključite in se seveda lahko vpišete naprej, kamor želite. Izvajamo pa ta študij samo kot redni študijski program in potem dobite naziv diplomirana biotehnolog, biotehnologinja. In ti krediti se seveda lahko prevedejo v katerikoli evropski sistem vrednotenja študijskega programa. No, kot sem že prej omenila, v prvem letniku je več naravoslovnih predmetov. Seveda nekaj je ponovitve iz gimnazijskih vsebin, ampak ne pa vse in verjemite, da se to kar precej nadgradi. Namen tega je, kot sem rekla, dober naravoslovni temelj je pač predpogoj za kakršnokoli delo naprej. Poleg tega pa je fino, če imamo letnik, ki je nekako, ima enako znanje, se potem kasneje lažje dela z študenti. Se opravičujem. No, potem v drugem letniku se začne ta biotehnološki, se začnejo večino osnovni biotehnološki predmeti, v tretjem pa bolj specializirani. No, in vsemu temu se priključijo še izbirni predmeti, ki si jih pač izbirajte, priporočam po vaši afiniteti, kar se vam zdi, da vas bo najbolj veselilo. Včasih je mogoče pametno v tretjem letniku razmisliti o kakšnem izbirnem predmetu, ki bi bil pogoj za vpis na neko drugo smer potem na mastru, ampak do tja bomo že še prišli, pa se bomo takrat, se lahko obrnete na nas, učitelje, pa vam bomo svetovali, če pride do kakšne take ideje. Torej, proces je zelo pisan, nekaj je predavanj, nekaj je samostojnega učenja preko seminarjev, veliko je laboratorijskih vaj in nekaj tudi terenskega in projektnega dela. Tole je predmetnik, ki ga imamo in si ga lahko ogledate na spletu, tako da tukaj ne bi izgubljala preveč besed. Tisto, kar vas skoraj zagotovo zanima, so mednarodne izmenjave. To imamo zelo dobro mrežo, veliko možnosti, ki jih lahko izkoristite, s tem mislim veliko partnerskih fakultet in univerz. Tudi relativno dobro utečene programe že, ker moram reči, da če gledamo povprečje biotehniške fakultete, so študenti biotehnologije med najbolj aktivnimi, tako da največ po študijskih programih odhaja v tujino biotehnologov in pa tudi smo veseli, da je naš študijski program zanimiv za tuje študente, kajti tudi največ tujih študentov pravzaprav pride na biotehnologijo, manj na druge študijske programe. Tako da
vas pozivam in vem, da se tega veselite, da boste lahko odšli, vendar to ni prvi letnik. Prvi letnik boste imeli dovolj dela sami s sabo, da se organizirate, da se privadite novemu načinu, novemu okolju, novim sošolcem in učiteljem. Potem nekje v drugem letniku pa lahko začnete razmišljati, da bi šli v tujino v tretjem letniku. Tretji letnik je najbolj primeren, še bolj pa potem na mastru, ampak lahko greste in v tretjem letniku in potem še na mastru. Torej vsak nivo ima lahko en tak obisk Erasmusa, plus še potem prakso delovno lahko opravite, tako da možnosti je res veliko. Vam pa povem, da pač tukaj je pa potrebno kar nekaj aktivnosti. Torej to ne pride samo od sebe, je kar nekaj papirologije treba opraviti in zato se je tega treba lotiti dovolj zgodaj. Recimo v drugem letniku je smiseln razmislek, kam boste šli, kako so te prijavljene štipendije, da že malo spremljate, da boste vse te korake poznali in vedeli, kako grejo stvari po vrsti in kdaj se je treba na te stvari prijaviti, ne. Tako da to ni od danes na jutri. Je pa dobra izkušnja, tako za študente absolutno, seveda to pomeni študij v tujini, to ni izlet, ne, vi morate priti nazaj z opravljenimi izpiti, ki ste jih zamenjali za tiste, ki bi jih sicer pri nas delali, sicer morate vračati štipendijo, no, pa tudi za marsikatere starše je to kar dobra izkušnja, to moram pač povedati, da je za obe strani dobro, da študenti grejo in se osamosvojijo. Torej, pogoji za napredovanje, tukaj moram povedati, da smo kar zahtevni. Gre za to, da zahtevamo za vpis v drugi letnik in potem v tretji letnik vse opravljene izpite. Tukaj praktično ni odpustkov, morajo biti res neke izredne, izjemne razmere, večinoma gre za zdravstvene zadeve, ki omogočajo, da kakšen izpit ostane, ampak to so potem posebne vloge, posebne obravnave, sicer pa normalno 60 kreditnih točk, vse opravljene obveznosti iz predhodnega letnika in potem vpis v naslednji letnik. Zdaj se mogoče to sliši zahtevno, ampak se ste tudi gimnazijo tako delali, ne, da ste mogli vse pač narediti, in ste šli v naslednji letnik, torej to tukaj ni nič drugače. Res je, da mogoče nimajo čisto vsi programi te zahteve, ampak mi stojimo na stališču, da je treba biti do študentov korekten, pa tudi zahteven. Korektnost v tem smislu, da vam nudimo pogoje, da študij dokončate, da vam nudimo dovolj izpitnih rokov, da vam nudimo tudi dovolj pomoči, dovolj govorilnih ur in tako naprej, če se dotakne. Ampak vendarle zahtevamo pa določeno znanje in smo pri tem kar striktni, da zahtevamo, da so opravljene vse obveznosti. In pa seveda opravljena tudi na koncu v tretjem letniku diplomska naloga in zagovor in potem možen vpis kamorkoli si želite. No, o možnosti zaposlitve sem nekaj že povedala, mislim, da so odlične trenutno. In pričakujem, da bojo tudi v prihodnosti, torej za vas to čez 3, 5, 10 let, še vedno mislim, da je to poklic prihodnosti. Ogromno različnih inštitucij, mi tudi sodelujemo z preko 30 različnimi gospodarskimi družbami, manjšimi podjetji in velikimi, kot je recimo, ne vem, Lek, Krka in tako naprej, ki so res dobri zaposlovalci. Seveda pa tudi lahko trdim, da mi ponujamo dobre kadre, da ste dobro usposobljeni, dobro izšolani. Tudi po 3 letih, kot sem že omenila, je vaš poklic nekaj, kar je trenutno na trgu zelo iskano in cenjeno. Tukaj imamo nekaj stavkov vaših predhodnikov, ko smo jih povprašali, zakaj bi želeli postati biotehnologi oziroma biotehnologinje, so nam povedali tole, kar piše tule na zaslonu. No, in ko smo jih potem
kasneje vprašali, ali se je to res tudi izšlo, ali so bili deležni tega, kar so si želeli na začetku. Velika večina njih pravi, da so bili in da je bilo na koncu pravzaprav še boljše in še več vsega. Vendar to se boste študenti potem pomenili, ali so pričakovanja, ki so jih imeli, ko so se vpisovali na ta študij, tudi dosežena potem, ko študij končajo. Veliko je nagrajenih študentov z najvišjimi nagradami na najrazličnejših področjih. Tega ne bi brala, teh nagrad je veliko različnih kategorij. Ene se podeljujejo vsako leto, v vsakem letniku najboljšemu študentu, druge občasno, ampak vedno karkoli se zgodi, katerekoli nagrade se razpisujejo, so udeleženi tudi študenti biotehnologije, seveda ne izključno, ampak vsekakor smo vedno prisotni. No in zdaj, da ne bo izgledalo, da smo učitelji tukaj nekaj strašnega in groznega, seveda je naša naloga, da smo za vas, do vas zahtevni in da skušamo iz vas izbezati tisto največ, kar lahko daste od sebe in vas k temu spodbujamo, pa je študij tudi zabaven in je tisto študentsko življenje, ki se ga verjetno zdajle veselite, da končno boste postali študenti in da boste lahko živeli študentsko življenje. To je seveda vse mogoče. Tudi ob tem, da resno, odlično, dobro študirate, se je mogoče tudi zabavati na takih organiziranih prireditvah, kot je Kalica, to je ena prav biotehnološka prireditev. Krasno, upam, da nam bo uspelo zdaj to v živo naslednjič narediti. Potem je veliko ekskurzij, ki jih študenti organizirajo, potem so tudi terenske vaje, včasih v tujino lahko, kadar razmere to dopuščajo. Potem so druženja v okviru fakultetnih prireditev, pa tudi samo študentskih srečanj, študentskih organizacij in tako naprej. Tako da to študentsko življenje je kar pestro. No, in kot rečeno, predvsem bi si želeli, da razumete, da je vloga učiteljev, da vas spodbujamo k čim več študija in čim boljšemu študiju in čim več znanja. Vse pa podpiramo tudi pri tem družabnem življenjskem in študentskem življenju. Tole so slike nekih ekip, ki so se oblikovale. Niso to samo biotehnologi, so različni drugi profili, ampak te pa so biotehnologi, ki so se tule slikali in so mi te slike prijazno dali. Torej, šlo je za neke mednarodne projekte in so se te ekipe vedno zelo, zelo dobro odrezale. To je tale bil projekt IGM, ki je bil takrat tudi vedno v javnosti v Sloveniji kar odmevan. Torej vidite, da kar veliko študentov biotehnologije. No, in kadar mene vprašajo, kako vidim naše študente, je res, da so občasno čemerni na seminarjih ali pa kaj takega, se jim zdi, da jih preveč obremenjujemo, ampak jih ne v resnici. Kot vidite, ko končajo, so zelo, zelo zadovoljni, pa tudi sicer čez leto, mislim, da so sicer delavni, ampak so odlični, veseli in zadovoljni. In mislim, da boste tudi vi takšni, ko boste z nami, in res želim, da pridete, vas vabim, da se vpišete, da sami preizkusite to življenje. Tule imamo še neko izjavo da študenta, alumni člana, torej alumni klub je klub, združenje pravzaprav študentov po nekem strokovnem kriteriju, tukaj so pač alumni klub biotehnologov, so naši bivši študenti, povabljeni vsi, ki končajo in se tudi vpišejo v ta alumni klub in ohranjamo stik z njimi in to pravzaprav nekako živi in povezuje naše uspešne študente v nekih inštitucijah, v gospodarstvu in tako naprej, da imajo še vedno stik z nami, pa tudi potem postanejo zaposlovalci mlajših generacij, hkrati pa tudi oni z veseljem se vračajo na fakulteto. Torej,
Tukaj vidite, da pravzaprav naš študent Jernej zelo zadovoljen s tem študijskim programom. Pa številni bi rekli najbrž isto. Tako, zdaj, če bi bili na živo, bi pravzaprav zdajle se odpravili na pohod po nekaterih laboratorijih, ker to ni mogoče. Imate na spletni strani tole povezavo in si te laboratorije še bolj pravzaprav lahko ogledate. Na tej povezavi vas vabim, da to naredite, ker boste dobili res občutek, kje boste bivali 3 ali pa 5 ali pa več let. Sicer pa počasi zaključujem to predstavitev in vas vabim k vpisu na našo fakulteto. Vsakega in vseh bomo veseli. In mislim, da vam bomo ponudili dobro, veliko znanja in pa tudi veselja ob tem. Zdaj pa se vam zahvaljujem za pozornost in predajam besedo Iztoku, ki bo nekako se sprehodil z vami po teh vaših vprašanjih, bo tudi na razpolago za druga vprašanja. Izvoli, Iztok. Ja, najlepša hvala, Mojca, za tole čudovito predstavitev. Jaz še enkrat sam pozivam študente, bodoče študente, da če želijo zastaviti kakšno vprašanje, ga lahko ali privatno meni pošljete, če se ne želite izpostavljati, ali pa vsem v vpogled v razgovor oziroma v po domače povedano chat. Na ta vprašanja bomo potem na koncu te predstavitve tudi odgovorili, seveda, če so takšna splošna vprašanja. Hkrati bi vas pa zdajle, ko bom še predno bom par stvari povedal, bi vas samo prosil, da odgovorite oziroma izpolnite tole anketo, ki vam jo bom pravkar poslal. Takole, samo da vidimo, koliko dijakov se udeležilo tega informativnega dne in odkot pravzaprav prihajate. Se pravi, zopet podatki so anonimni, tako da ne bodo nikamor prišli brez skrbi. Pa takole, samo mogoče, da dopolnim, res izgleda zastrašujoče, češ morate vse izpite narediti, opraviti, ampak vam bom tukaj povedal, da tudi, ker so bliže na prvem informativnem dnevu, so bila ta vprašanja. Prehodnost v bistvu iz prvega v drugi letnik je med 80 in 85%, se pravi odvisno, ker leto gledamo, kdaj pa kdaj tudi celo 88%, in to je v bistvu tista prehodnost, ki dejansko študente zanima. Kaj nam to pove? To nam pove, da se pedagoški kader oziroma pedagoško osebje zelo trudi za to, da bi rekel, študentje opravijo te študijske obveznosti. Se pravi, ne prepustimo vas kar same sebi, ampak če imate težave, če izkažete to željo, da boste naredili te izpite, jih boste naredili. In tudi dejansko, poleg tega, da boste pridobili neko ogromno količino znanja in ne boste tudi več imeli skrbi potem za naprej. Študentje, ki pa pridejo v drugi letnik, je pa praktično prepustnost potem skoraj 100%, skratka, pa lepo naprej marljivo delajo in praktično vsi študentje, ki se potem vpišejo, tudi končajo potem z diplomskim delom na koncu, seveda po teh 3 oziroma 4 letih, če vpišejo dodatno leto. Medtem ko tale anketa še teče, bom jaz zdaj kar prepustil besedo predstavnici Biotehnološkega študentskega društva. Sara vam bo potem še povedala, kako pa študentje dojemajo ta študijski program, to fakulteto, in upam, da potrdila to navdušenost Mojce nad študijskim programom, tako da sam mečkan, Sara, da vam jaz še dam. Aha, pa Lucija se nam je še tokrat preklopila, ja, zdravo, lepo, in bom jaz takoj Sari sam dal možnost prezentacije. Boste zopet vi, Sara, tole predstavili? Ja, bom jaz, ja. Dobro, izvolite. Beseda, aha, moram najprej zapreti tole anketo, očitno, ja. Predno vam dam to besedo, ampak mislim, da se večina je že tole odgovorila, na to vprašanje se ni nič kaj bistvenega bilo, tako da, če še ima kdo kaj, jaz bom zdaj tole zaprl, tako še imate malo 20 sekund, da to opravite, če še mislite odgovoriti, ostali dijaki, potem pa bomo tole predali, ker že kolegici željno čakata. Jih boste potem tudi povabili, isto kot pri prvem informativnem dnevu? No, ja. Potem vas boste pa še povabili na še after party, narekovajih, se pravi na neuradni del, kjer bojo potem študenti odgovarjali na vaše vprašanje in kjer se predvidevam, da se boste tudi malo bolj sprostili. Dobro, Sara, zdaj pa evo, zdaj bom pa lahko jaz tole naredil. Takole, izvolite. Oder je vaš, ja.
Ja, lep pozdrav še z naše strani. Moje ime je Lucija Pintar, jaz sem letošnja predsednica Biotehnološkega študentskega društva. In bomo danes na hitro predstavili, kaj pravzaprav je to, kaj delamo, pa predvsem, da vas še malo dodatno navdušimo, da se nam pridružite naslednje leto. Se pravi, prvo lahko na spletni strani najdete vsa društva, ker pač jih je več na naši fakulteti, vendar za biotehnologe je trenutno samo naše. No, jaz bi vam pa malo predstavila aktivnosti, ki jih mi v društvu delamo, da boste videli, kaj se dogaja še zraven študija, da ni samo študiranje in cele dneve v knjige, ampak da se lahko tudi pridružite številnim dejavnostim na naši fakulteti. In v okviru našega BŠD društva izvajamo ful veliko ekskurzij in letos, oziroma prejšnje leto, smo naredili ekskurzijo, tale spodnja slikca kaže, kako smo se lepo veselili po tem, ko smo šli v Ajdovščino obiskat eno biotehnološko podjetje, BIA Separations. Tako da tukaj smo v bistvu hoteli povedati, da pač vam bomo nudili možnost, da spoznate vaše delodajalce. Tako da v bistvu mi s tem društvom hočemo tudi pripeljati malo pač službe proti vam, da pač ne rabite vse sami narediti, ampak da društvo tudi pač prispeva k temu, da lahko spoznate vaše bodoče delodajalce. Potem smo imeli številne pogovore, ki smo jih začeli delati zaradi covida, ker nismo mogli tega v živo delati, pa smo se znašli, pa smo bili tako v redu, bomo pa profesorje povabili in se bomo z njimi online pogovarjali. In to je tale spodnja slikca, kaže naš prvi pogovor, ki smo ga imeli z enim od profesorjev. In to v bistvu je ful dobra priložnost za to, da profesorja bolj spoznate, vam lahko na svoj način pove, kako je on prišel do tega položaja, kaj je mogel narediti. Pač lahko ga vprašate vse, kar vas zanima v zvezi s tem študijem in vam bo pač iz prve roke povedal, kako je pač on do tega položaja prišel. Izvedli smo veliko drugih teh pogovorov, ampak ta je bil naš prvi. Potem smo tudi pač nas zelo zanima dobrodelnost v tem društvu in tale srednja slika kaže, kako smo se udeležili teka Wings for Life. In smo tukaj zbirali sredstva in pač to mislimo letos še pač ponoviti. Tako da ja, tudi zaradi tega se nam lahko pridružite. Pol imamo svojo revijo o kapi, tale slikca, ki smo jo odstavljali potem po fakulteti. In tukaj noter je pač veliko člankov, intervjujev s profesorji, zabavnih vsebin in res, če je kdo nadarjen za pisanje, ga spodbujamo k temu, da se pridruži temu projektu, ker bo ful užival v tem, ker bo lahko pisal o čemerkoli želi in pač res lahko napiše nek dober izdelek. Potem smo tudi spoznavne piknike izvajali, med drugim pač tudi ta prvi spoznavni piknik za vas, če se nam boste pridružili, bomo izvedli neko tako dejavnost, da se malo pominglamo, pa pač tako, da boste videli, da se tudi kaj dogaja izven fakultete in tale utrinek je, kako je en sošolc plezal na drevo, ko smo delali pred oddelkom za agronomijo, smo v bistvu vezali šotor gor, zato ker slabo vreme nas ne ustavi, tako da v vsakem primeru ta piknik bo. Potem smo imeli pa še številne online game nighte, ki smo v bistvu tudi spet zaradi korone, smo rekli, v redu, dajmo se malo združiti, pa smo na Discordu igrali številne igrice, tako da se imamo res fajn. Pol vsak let se tudi pač res potrudimo, da naredimo svoj pulover, da nas lahko pač ljudje na fakulteti prepoznajo, da vejo, da smo biotehnologi, da smo ponosni na to. In tale dizajn, tole smo imeli letos. In ja, pač spodbujam tiste, ki so pa, ne vem, bolj nadarjeni za risanje, pa to tudi motive zbiramo in vedno damo nagrade za kakšen motiv, da je zbran potem ta najboljši in res pač se potrudimo, da je narejen od študentov za študente. Zdaj pa, ja, en zelo pomemben slajd. Vzemite telefone, če ste slučajno na telefonih, screenshotite, ker tole je najbolj pomemben slajd. Če boste karkoli rabili, če vas kakorkoli zanima, če bi se radi pridružili, mogoče že kaj prej, če bi radi spremljali, kaj se kaj dogaja na splošno, zaradi tega, ker kar precej objavljamo na Instagramu, kaj se dogaja, kakšna obvestila. Tako da poslikite, lahko nas kar takoj zafollowate, pa pač začnite spremljati, pa upam, da vam bo všeč, pa da se nam pridružite. No, zdaj pa pač še malo iz vidika študentov, zakaj biotehnologija. Prej smo malo slišali, kaj profesorji mislijo o tem študiju, zdaj pa v bistvu kaj iz naših ust. Se pravi, mi smo že prej rekli ful laboratorijskih vaj in to se dejansko pokaže za zelo koristno, ker pač znamo dejansko kaj prijeti v roko, znamo pač narediti nekaj, ker se boste enkrat zaposlili, vas ne bodo samo gledali in čakali, vas bodo samo gledali in čakali, da nekaj naredite in vi boste znali. Ker pač dejansko veliko lahko pač se naučiš z teh vaj in pač mislim, da je to res ena res dobrih stvari glede tega študija, ker se veliko naučiš s praktičnim delom, ne samo s teorijo.
Potem recimo tlele vzgoraj, pač, da je leto razdeljeno na četrtinke, to je res lepa prednost tega študija, da pač nimamo samo 2 velikih blokov in izpitev samo januarja in junija, ampak tudi vmes, se pravi po 2 mesecih študija je že en izpitni teden, v katerem mi lahko že veliko pač teh obveznosti opravimo, med drugim številne kolokvije in kakšne izpite od predmetov, ki so recimo samo 2 meseca trajajo in potem se zaključijo. Tako da ja, prednost je, da se lahko veliko stvari že sproti naredi, to pomeni, da se tudi študij malenkost prej lahko zaključi, če ste res pridni in delate sproti in vse naredite, ste lahko že začetkom julija končani in greste lahko na kjerkoli počitnice želite. Tako da ja, to je res ful dobra prednost tega, pa tudi velika možnost je prehajanja med študijskimi programi, kakor je že prej bilo omenjeno, da pač res lahko greste iz kjerkoli na karkoli in je pač res fajn, da lahko doživite tudi malo več stvari, če vas za magistrski študij mogoče zanima kaj drugega, tako da pač se da in pač je res to dobra stvar. Potem študij pokriva res veliko področij, se pravi, ne govorimo samo o čisti biologiji, o čisti, ne vem, mikrobiologiji, v glavnem pač pokrivamo in živilstvo, živalske tkivne kulture, v glavnem imunologija, vsega je zraven, tako da res bi svetovala, če ste prišli z gimnazije in če ne veste točno, kam bi šli specifično, ta je res dober študij, ki pokrije vse in vas res lahko navduši nad določenimi stvarmi, ki mogoče niste vedeli, da so vam všeč in tukaj dejansko pokrijemo vse, tako da to se mi zdi res super. In tudi sama sem zato izbrala ta študij. Ja, pa tukaj zagotovljenih je dobesedno 10.000 korakov, zaradi tega, ker pač prehajate med stavbami, ampak to ni nič slabega. To je v bistvu zastonj telovadba in je res fajn, mi študenti smo videli, da je to v bistvu ful dobro, ker recimo ti si po 2 urah zaprt v predavalnici in potem ti prav paše malo svežega zraka, ko greš ven in se sprehodiš do sosednje stavbe. Je dejansko to čisto v redu, ni problema, nobene panike, tako da ja, to se mi zdi res ful dobro, da je tudi za to poskrbljeno. Zdaj pa pač nismo bili neki ful dolgi in smo v bistvu hočemo zdaj od vas, če vas karkoli zanima, vprašajte nas, bomo šli zdajle, bo ena kolegica na chat vam poslala link od Zooma in bomo se predstavili tja, da nas boste lahko še kaj bolj osebnega vprašali in ja, upam, da smo vas navdušili na tem študiju.